Spoštovani, lepo vas pozdravljam in se tudi zahvaljujem za priložnost, da nadaljujem v drugem predavanju malo razlage papeževe apostolske spodbude. Torej, nekatere stvari boste slišali, mogoče drugič bom kakšno misel hotel pač poglobiti. Zato je moj naslov, tako kakor vidite, Pastoralni izzivi za duhovnika. Torej, dokument, takoj ko ga odpremo, pokaže, da je papež dokument napisal vsej cerkvi. Pripravljavci tega pastoralnega tečaja pa so me povabili, da bi pač posebej pogledal, kako dokument nagovarja duhovnika. Tudi ste tukaj navzoči nekateri katehisti, katehistinje. Torej, kljub temu, da bom posebej izpostavil duhovnika, pa so tudi vsi drugi vključeni. Najprej vas lepo povabim, da skušate pač poslušati dobrohotno, ker nekatere misli so lahko kdaj tako izzivalne. Sam dokument je izredno velik izziv in upam, da nam bo ponudil dosti velikih priložnosti za naše konkretno pastoralno delo. Torej, sem skušal biti zelo sistematičen, bom kratek. Hočem pokazati, kako papež Frančišek razmišlja o dvojni pastorali družine, ker imam pač pred očmi pastoralo družin, v katero je vključen duhovnik. Papež govori, tako ko beremo, govori o tako imenovani strogi pastorali in govori o pastorali tveganja. Kaj pravzaprav pomeni stroga pastorala? Takole je sestavljena, kot vidite, na vrhu so zapovedi ali nauk cerkve, potem navodila, norme, torej tisto, kar je predpisano, in na tretjem mestu je človek. Medtem ko pastorala tveganja ima pravzaprav drugačno postavitev, da je v ospredju človek, družina, in potem so vrednote in na tretjem mestu oznanjevanje evangelija. Tako lahko jaz odkrito priznam, vsaj tisti, ki smo malo starejši duhovniki, vsi smo šli pravzaprav skozi to prvo vzgojo. Smo bili pač vzgajani v tem, da smo na nek način rasli v tej strogi pastorali, ki ni slaba, ki je dobra. Tudi papež jo pohvali, reče, razumem duhovnike, ki se oklepajo, recimo, stroge pastorale, pomeni, da se pogosto sprašujejo, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je zapovedano, kaj ni zapovedano, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno. Imam izkušnje tako kot sodnik cerkvenega sodišča, kolikokrat me kdo pokliče pa vpraša, povej mi v tem primeru, je to dovoljeno, ni dovoljeno. In papež velikokrat reče, glejte, naša pastorala se ne sme tu ustaviti. Zato on ponuja na nek način pastoralo tveganja, ki ni ali, ampak je in. On hoče povedati, da, kakor apostol Pavel, hoče ponuditi eno novo, boljšo pot. Pastorala tveganja je pa pravzaprav tista, ki ima v ospredju človeka, da človeka vidimo v njegovi konkretni resničnosti. Potem pa papež pravi, ni potrebno, da vedno razlagamo celoten nauk vsakemu in vsem, ampak da jim predstavimo vrednote. Vrednote pa pomeni, da ljudi vzgajamo za konkretno življenje. In velikokrat tudi v normah ni vse zapisano, in naše temeljno poslanstvo pa je gotovo oznanjevanje evangelija. Glede, če primerjamo to dvoje, potem lahko rečemo, pastorala, ki je stroga, gotovo nudi neko varnost. Nudi varnost duhovniku,
gotovo se ne bo nič zmotil, ne? Če se bo držal strogo predpisal, potem bo na nek način potolažen. Zato, gledajte, je ta pastorala, ki je stroga, na nek način eno breme, ki ga nalagamo na ljudi. Zato velikokrat ljudi čutijo vero, ne, in tudi našo, recimo, pastoralo kot nekaj izredno težkega. To je marsikdo že doživel. Ne, jaz nisem konkretni pastorali, pač pomagam, ampak sem tudi sam doživel, da je kdaj kdo prišel pa je rekel, a spet moram to pa to narediti, ne, preden mi boste recimo nekaj ustregli. To pomeni, velikokrat se zdi, da je ta pastorala, ki je stroga, kakor hudo breme, ki ga naložimo na človeka. Medtem ko pa pastorala tveganja, gledajte, ta pa razveseli pač človeka, ne, družino, ne, zato ker je on postavljen bolj na nek varen temelj. Zato imamo človeka vzgoraj, ki ga postavimo na eno trdo, močno skalo, kot so recimo vrednote in oznanjevanje evangelija. Seveda, ko nas papež vabi v to pastoralo tveganja, pravi, to ne bomo mogli narediti od danes na jutri, tako smo že slišali, to je povabilo, pastoralno povabilo nam vsem, še prav posebej duhovnikom, da se trudimo, si prizadevamo v svojem pastoralnem delu tudi kdaj kaj tvegati. To pač pomeni nekaj takega, kakor recimo neka operacija, za katero ne vemo točno, kako se bo uresničila. Sedaj bom skušal malo poglobiti vprašanje pastorale tveganja. Kaj pravzaprav to pomeni v dokumentu? Glejte, družinska pastorala tveganja, tako kakor sem pač jaz bral, ne, ker berem pač pod vidikom, kako nagovarja duhovnika, vidim, da papež ponudi dva ključa za pastoralo tveganja. En ključ je tako imenovana beseda razlikovanje, drugi ključ pa razločevanje. Ti dve besedi smo že slišali v prvem predavanju, ko boste tudi sami bolj natančno brali dokument, boste veseli, ker papež večkrat uporablja na različnih mestih dve različni besedi. Kaj pravzaprav pomeni beseda razlikovanje? Razumem to povabilo za foro eksterno. To je to naše vsakdanje srečevanje z družinami. Tega je pretežno v našem pastoralnem delu. Lahko rečemo 98% tega, kar počnemo z družinami, je foro eksterno. To je to vsakdanje srečevanje, ko družine gledam z Jezusovim pogledom. Razlikovanje, bodimo pozorni na koren besede je lik. Torej, lik pa pomeni podoba. To pomeni, da vsako družino pogledam tako, kakor je. Brez sodbe. Jo gledam z Jezusovim pogledom, z ljubeznijo, spoštovanjem. Vidim v njenem, bi rekel, v njenem življenju veliko lepega, pa tudi veliko ran in tega, kar pač družina vsaka trpi. Na drugem mestu pa je drugi ključ, to pa je razločevanje, torej besedica ima koren ločevanje. To pomeni, tukaj pa gre res za duhovnikovo presojo. Ampak to je pa lahko, kot papež pravi na različnih mestih, to pa je naše foro interno, notranje področje. Torej področje, ki ga bom potem še malo poglobil, področje, kjer je duhovnik
lahko sodnik, zdravnik in učitelj. Pri razlikovanju sem kakor brat, sestra, mati, oče, tako kakor je večkrat Jezus rekel, ne, jaz sem vsakemu, ne, brat in oče in mati, ne, če me vidite, ne. Na notranjem področju sem pa res lahko povabljen kot tisti, ki lahko presojam, kaj je prav in kaj ni prav, kaj je od Boga in kaj ni od Boga. Mogoče vprašanje razlikovanja, tukaj smo še verjetno kar precej doma, ne, da znamo lepo se srečati z družinami, gotovo papeža bolj skrbi vprašanje razločevanja. Zato je večkrat na različnih mestih, tudi v različnih dokumentih, posebej vabil tako bogoslovce, kakor duhovnike, je rekel, učiti se moramo razločevati. To je gotovo zelo zahteven proces. No, če sedaj dovolite, malo poglobim vprašanje prvega ključa, kaj to pomeni pastorala tveganja v ključu razlikovanja. Torej, družinska pastorala razlikovanja. Glede, ko tako razmišljam, ne, o besedici razlikovanje, potem sem prav navdušen, da je prvi to besedo uporabil že sveti papež Janez Pavel II. Verjetno pred njim še drugi papeži, ampak med zadnjimi gotovo on, in to v dokumentu Familiaris Consortium, torej pismo o družini, in to v 84. poglavju. Tam govori prav o tem, kar je bilo že prej tudi močno napisano. Papež takole reče, pravi, duhovnike, posebej nas, duhovnike spodbuja, pravi, duhovniki smo iz ljubezni do resnice dolžni razlikovati položaje. K tem nas je povabil že papež Janez Pavel II. To pomeni, da smo dolžni gledati družine take, kakršne so konkretne družine, da se znamo s konkretnimi družinami srečati. In sem prav vesel, da so potem kasneje vsi njegovi nasledniki to misel večkrat ponovili in jo je tudi potem papež Frančišek vključil v svoja razmišljanja. Prvič je, na primer, besedico razlikovanje na en poseben način vključil v svoj prvi dokument, Radost Evangelija. Tam zasledimo tole, kar vidite na levi strani, ko pravi, da je vsaka krajevna cerkev dolžna hoditi 3 korake in na prvo mesto postavi besedico prepoznavanja, kar lahko zelo konkretno razumemo, prepoznavanje v smislu razlikovanja. To pomeni, da vidimo vsako družino zase. V tem dokumentu Radost ljubezni, tukaj pa papež na poseben način to besedico razlikovanje položi v stvarnika in nas spomni, kako v Svetem pismu lepo piše, da prvi, ki je razlikoval, je bil stvarnik, ko je najprej pravi oblikoval moža in kmalu zatem je oblikoval še ženo in ima je to, kar je sam naredil, zaupal kot dediščino, da bi to delala tudi sama vse življenje. Torej, zakonca razlikujeta, oblikujeta, izgrajujeta drug drugega vse življenje. To pomeni, delata to, kar je bilo Božjega. In potem papež lepo zaključi to svoje razmišljanje v tej točki, pravi, in to smo dobili tudi duhovniki. Torej je tudi naša dediščina, da razlikujemo, pomeni, da z zakoncem pomagamo
da jih oblikujemo, ko smo z njimi, jih oblikujemo, jih izgrajujemo skozi njihovo zakonsko pot. In gledajte, kako lepo papež pravi v tem poglavju, reče, to je posebna umetnost. Torej, to, kar mi delamo, foro eksterno, ko se srečujemo z zakonci, z družinami, to je pravzaprav ta pastoralni vidik, da mi pomagamo zakoncem živeti. Videti njihovo konkretno veselje, pa tudi konkretno stisko. Ampak, gledajte, dovolite, da sem odkrit, tega pa ni mogoče, da bi duhovnik delal iz pisarne ali pa samo od ambona. To je nekaj, kar je kot umetnost potrebno samo iz oči v oči. Zato, če to razumemo zelo globoko, povabilo papeža, torej, da je to delo umetnika, tukaj pa vidimo, da si je pač potrebno vzeti čas, se posvetiti človeku, mu prisluhniti in se z njim konkretno pogovarjati. Če dovolite, še malo poglobimo vprašanje, torej smo pri pastorali tveganja, vprašanje pastorala razlikovanja. Kaj bi pravzaprav vsak konkreten pastoralni delavec, tukaj malo razširim, rečem vsak pastoralni delavec, še prav posebej duhovnik škof, moral imeti vedno v svojem srcu. Glejte, to je 5 točk, lahko jih najdemo še več. Meni so bile te tako v poseben izziv, zato sem jih tukaj zbral skupaj. Glede, papež pravi, ni dovolj neka splošna skrb, zato nas vedno znova v dokumentu vabi k konkretni skrbi. Torej, vsaka družina je dolžna konkretne pozornosti. Katerih 5 točk ne bi smeli izpustiti? Dovolite, da jih malo komentiram. Pravi papež, vse doseči, nikogar izgubiti. Nemogoče. Glede, ko sem bral dokument, vsaka misel papeževa je vredna globokega razmisleka. Zato jih tudi midva v 2 predavanjih ne bova mogla izčrpati, ampak vsaka misel je pa lahko izredno močen pastoralni izziv za nas, če ga vzamemo zares. Vse doseči. Tukaj razmišljam tako, mi še gotovo, vsaj v naši nadškofiji, pa morda celis naši ljubi domovini, nimamo še razvite pastorale, ki bi bila tako kategorijalna, da bi rekli, poskrbljeno imamo za tiste, ki so razvezani, znova poročeni, ki so oddaljeni, ki so neverni. Koliko je družin, ki nas čaka? Druga točka. Srce je nemirno, dokler ne najde izgubljene ovce. No, tukaj večkrat tako razmišljam, Ko to preberem, takoj pomislim, kdo je zdaj zame v mojem srcu izgubljena ovca. Tukaj se lahko vi tudi vprašate, koga pomislite ob tem, kdo je to. Velikokrat si mislimo, izgubljena ovca je na primer v moji župniji nekdo, ki pač ni cerkveno poročen. Tukaj bi vas pa rad samo spomnil tako, kako papež lepo razmišlja, ko reče na nekem mestu. Reče, Bogu je bolj všeč majhen korak pri človeku, kakor na zunaj formalno izpolnjevanje predpisov. Tako da lahko tukaj, če to vzamemo hudo zares, vidimo, kako papež širi naš pogled. Tudi pogled usmiljenega pastirja. Torej, bolj všeč majhen korak pomeni, nekdo si v zakonu, ki morda ni popoln, vsak dan prizadeva biti boljši zakonec, pa je lahko to Bogu bolj všeč, kot pa nekdo, ki vsak dan sicer ob nedeljah redno prihaja k maši, ampak morda pa majhnih korakov ne dela.
Torej, vprašanje izgubljene ovce je široko. Ne smemo se omejiti na pastoralo elit. Glejte, tu, ko preberem to besedico elit, se spomnim, da sem pač spremljevalec 2 zakonskih skupin, tam se imamo lepo, verjetno, hvala Bogu, kolikor imamo zakonskih skupin, to je odlično, ampak glejte, če bi mi se samo to lažili, imamo zakonske skupine, imamo toliko in toliko, bi bili mogoče tisti, ki se pač zadovoljimo s pastoralo elit. Papež pravi, pazimo, da ne bojo naša srečanja samo srečanja za posebne skupine majhnega števila ljudi, ampak da bomo imeli pred očmi reko družin, ki teče vsak dan mimo naših vrat. To je pač spodbuda, ki jo govorim tudi sebi. Vprašanje 4. točka, pravi papež, treba je iti ven in biti blizu ljudem. Glejte, to je močna spodbuda. Ne bi rad bil kritik, pa ne bi rad dajal nekih sodb, ampak tako razmišljam, da verjetno je naša pastorala še vedno bolj ali manj ohranjena v zakristiji. To, kar so že mene kot bogoslovca, potem kot mladega duhovnika učili, da moramo ven iz zakristije, pa jih še vedno nismo čisto zapustili. Torej, kaj je tisto, kar počnemo zunaj zakristij? Treba je iti ven, pravi papež, ven. Ampak to pa zahteva gotovo ponižnost, potrpljenje, čas. Veliko od pastoralnega delavca, veliko od duhovnika. In če beremo, na primer, tudi drugi dokument, Radost ljubezni, tam papež posebej reče, iti ven, pogovarjati tisto ovco, ki noče več vstopiti. Torej, teh je pa zelo veliko, ki so šle ven iz zakristije, zunaj pa so kakor trmast sin, ki noče več nazaj. Pa še tole, 5. točka. Človeku se posvetiti kar tako in pozabiti na vse drugo. Ta stavek me je posebej nagovoril, ker mislim, da bo to verjetno v naši pastorali najtežje. Recimo se nekomu posvetiti kar tako. To pomeni brez nekega pričakovanja, kaj bom od tega pač ali jaz ali pa moja župnija dobila. Kar tako pozabiti na vse. Vidite, če vzamemo vsako misel papeževo dost resno, koliko lepih spodbud za pastoralo. Dovolite, da tukaj naredim samo en majhen oklepaj. Tega gotovo v pastorali ne bomo mogli sami, potrebovali bomo veliko sodelavcev. In tukaj na prvo mesto postavim stalne diakone. Moj pogled, dovolite, da ga iskreno povem, župnija prihodnosti bo župnija, ki mora imeti v bližini duhovnika, v župniji pa absolutno vsaj enega stalnega diakona, ki bo šel tam, kamor duhovnik ne more priti. Še ena točka, tako da zaključim to razmišljanje o pastorali razlikovanja. Če sem sedaj malo razlagal, kaj bi moral imeti duhovnik kot pastoralni delavec v svojem srcu, tukaj pa hočem reči, kaj naj bi imela krajevna cerkev, pomeni ordinarij, škof in vsi njegovi ožji sodelavci v svojem srcu. Tukaj sem nastavil samo 4 točke, ki bi jih moral imeti v svojem srcu, še prav posebej recimo to, kar je spodbudil tudi Blaž, da bi krajevna cerkev pripravila neke smernice. Pravi, vsaka krajevna cerkev mora iskati svoj način. Glejte, kar nekaj krajevnih cerkva po svetu je že pripravilo neke smernice za pastoralne delavce, za duhovnike. Mi to lahko beremo na internetu, ampak ko preberemo, rečemo fajn, ne moremo pa tega kopirati, pa reči, to bomo pa imeli mi. Mi moramo narediti svoje, to nam lahko sicer služi,
ampak narediti moramo svoje, zato ker naša okolica, naše družine živijo pač en svoj način in tudi mi smo drugačni od naprimer nekaterih duhovnikov v Ameriki. Kateri so bistvene točke? Glejte, pastorala razlikovanja ne postavlja pogojev. Tukaj bi samo rad spomnil, koliko pogojevanja v pastoralo smo se, bi rekel, lotili. Tolikokrat kdaj slišim, da kdo reče, ne bomo krstili, dokler nista cerkveno poročena. Torej, ne postavljati pogojev. Papež je naprimer leta 14 v Sikstinski kapeli krstil več kot 30 otrok, to lahko pogledate na spletu, je na YouTubeu ta film, in je zadnjo Julijo krstil staršev, ki so civilno poročeni. In so se svetovni mediji zelo razpisali. Papež je rekel, nimam težav. Torej, on nima težav krstiti recimo otroka, tudi staršev, ki niso cerkveno poročeni. Mi velikokrat smo to tako, pač smo bili vzgojeni in verjetno to ni nič narobe, ampak naredimo en korak naprej. Takole osebno razmišljam, kaj pravzaprav je krst? Krst je lahko pšenica. Kaj pa je starša, ki nista cerkveno poročena? To pa je lahko ljulka. In mi velikokrat pristopamo k tem tako, kakor so učenci, ko so rekli, Gospod, glej, ljulka raste, gremo pa jo poberemo. Pa Jezus lepo reče, pustite naj oboje raste. Oboje, da pobiraje ljulke ne poškodujemo pšenice. In to je velikokrat tudi naša bolečina, da ko smo zavrnili pomoč staršem, smo ogrozili krst otroka. O tem bi veljalo se tudi pogovarjati. Glejte, druga točka, pastorala razlikovanja nikogar ne sodi. Tukaj samo tole rečem, mi kot duhovniki bi morali zelo paziti, kako bomo nagovarjali družine pri kakšnem večjem srečanju, da ne bi nikoli uporabljali besed, ki lahko koga žalijo. Že prej je bila izrečena beseda recimo koruzniki. Včasih ta beseda pade celo iz ambona. S tem mi na nek način žalimo in postavljamo ene zakonce kot v redu, druge pa kot zelo hudo narobe. Glejte, papež več v tem dokumentu ne razlikuje, pa pravzaprav ne razločuje, da bi bile, bi rekel, popolne in nepopolne družine, ampak govori o tistih, ki so tako imenovane nepopolne. Pomeni, postavlja vse družine so tiste, ki so lahko dobre, v srcu dobre, vsaka družina pa je nekje tudi ranjena. Torej, nikogar ne sodi. Človeka gleda z Božjimi očmi, išče načine, kako vključiti v občestvo. O tem smo pa že nekaj tudi slišali. Zdaj pa dovolite, da še malo nekaj spregovorim o pastorali razločevanja, torej notranje področje. Glede, tukaj bi najprej rekel, ko rečemo foro interno, takoj pomislimo na to, da smo duhovniki spovedniki. Notranje področje je torej spoved in notranje področje zelo pogosto je tudi vprašanje duhovnega spremljanja, duhovnega vodenja. Kadar sem kot spovednik, če berem dokument bolj natančno, kaj pravzaprav spovednik presoja? 3 področja. Presoja človekovo osebno odgovornost, to pomeni njegovo svobodo. Presoja osebno krivdo, to pomeni njegovo zrelost. In tretje vprašanje, ki je tudi pomembno, koliko je ta oseba navezana na nek greh. Pomeni, ali trdovratno vztraja v nekem javnem, velikem grehu. Moj prvi relator, Blaž, je že malo govoril, da je papež posebej spomnil v tem dokumentu,
da so okoliščine, ki zmanjšajo odgovornost in so okoliščine, ki zmanjšajo krivdo, tako da to bi morali poznati tudi iz katekizma. Jaz bi se samo ustavil pri temle vprašanju trdovratno vztrajanje v grehu. Glejte, papež samo na enem mestu v eni opombi omeni kanon 915, ki ga duhovniki poznamo, ker ta kanon namreč govori, da tistemu, ki trdovratno vztraja v javnem velikem grehu, lahko duhovnik odreče zakramente, pomeni zakrament Evharistije. In gledajte, doslej smo bili tudi mi pravniki, vsaj jaz sem tako bil pač poučen, smo velikokrat v to kategorijo, tistih, ki vztrajajo v javnem velikem grehu, avtomatsko vključili tudi tiste, ki so razvezani in civilno poročeni. Papež pravi, potrebno je razločevati. Razločevati namreč, ali poleg tega, da živi v objektivnem grehu, velikem grehu, ali ima ob tem tudi subjektivno osebni greh. In gledajte, tukaj je papež navedel, ko nadaljujem, je navedel komentar prav tega kanona 915, to je pa papeški svet za razlago zakonskih besedil, in v tem dokumentu beremo tehle 5 točk, kdaj nekdo spada v kategorijo tistih, ki vztrajajo, to pomeni trdovratno vztrajajo v javnem velikem grehu, in reče tisti, ki pa takole, bi rekel, so razvezani in znova poročeni, pa jih ne moremo avtomatsko vreči v ta koš, ampak razlikovati in razločevati, ali so tile elementi v njihovem življenju navzoči. Pa smo jih že prej slišali, poglejte, po krivici zapuščen zakonec, v vesti prepričan, da je bil njegov zakon ničen, v novi zvezi so zaradi vzgoje otrok, nove zveze ne morejo zapustiti, ker bi s tem povzročili zopet ponovno bolečino, recimo novi družini. In 5. točka, ki mi je bila izredno dragocena, pravi, in ne živijo na način zakona. Ko sem to prebral, prav teh 5 točk, sem rekel, poglej, papež ves čas ostaja, tudi na tem področju ostaja zvest nauku cerkve, ki ga je ves čas učila. To pomeni, da se zakramenti lahko dajo tistim, ki takole živijo, tudi če so razvezani in znova poročeni, pomeni, da so se odločili, da bodo živeli kakor brat in sestra, pomeni zdržno. Ampak gledajte, prav to je vprašanje zdaj pastoralnega delavca, spovednika, tega pa ni mogoče rešiti z enim spovednim pogovorom, eno spovedjo. Pot razločevanja se potem nadaljuje v pot spremljanja. To pomeni, da takega človeka spremljam in mu pomagam, ker velikokrat tak zakonec, mogoče eden ali oba, ne bosta sposobna takoj sprejeti to ponudbo cerkve. In pot spremljanja pomeni te 3 korake, kot jih tukaj berete. Torej, duhovnik, spovednik ali duhovnik, tisti, ki je spremljevalec enemu zakoncu, in mu na notranjem področju, torej pomaga oblikovati vest, kaj je njegova naloga. Pomagati mora osebi, da sama naredi sodbo vesti. To papež posebej poudarja, Mi ne moremo na mesto človeka narediti sodbo, takole mora tvoja vest izgledati, ampak mu moram pomagati, zato bo pač ta pot spremljanja lahko del časa trajala. Da sam naredi sodbo vesti, da v vesti sprejme nauk cerkve. Kaj to pomeni? To pomeni, da stanje, v katerem je, ni pravilno.
To bo verjetno kar težko v enem pogovoru, mogoče bosta potrebna 2, 3, dolga pot, da bo spoznal nek zakonec, ki je razvezan in znova poročen, da to, kar živi, ni pravilno. Da bo rekel, to, kar živim, je prešuštvo, tako uči cerkev. Da bo torej sprejel nauk cerkve. Da bo v vesti sprejel nauk cerkve. Velikokrat bo kdo, ki je bil po krivici zapuščen, pa bo takole rekel duhovniku, bo rekel, glejte, jaz sem bil po krivici zapuščen, jaz sem moral iti stran, jaz sem moral to narediti, zato je to v mojem primeru nekaj dobrega. Tako se bo pač hotel opravičiti, ampak pravilno presojanje duhovnika, spremljevalca ali pa spovednika pa je, da ga počasi pripeljem do tega spoznanja, da bo znal sprejeti, da so dejanja nekatera, kot pravi že papež Janez Pavel II, pravi, so zla dejanja sama v sebi, ki jih ni mogoče nikoli opravičiti. Zato bo potrebno res morda dolgo poučevanje. Na tretje mesto pa je potem, da taka oseba sama ugotovi, kaj je še potrebno, da bi zaživela polno občestvo z cerkvijo, recimo z župnijo. To pomeni, da odkrije z vodnikom, pomeni z duhovnikom, lahko pa tudi kdo drug, ki ni duhovnik, odkrije. Zdaj je edina pot, morda, da greš na cerkveno sodišče, pa poskušaš s pomočjo sodnika videti, ali je bil tvoj zakon veljavno sklenjen ali je ničen in boš lahko potem sklenil prvič veljaven zakon. To je recimo ena lahko rešitev. In gledajte, tukaj na tem mestu pa je prav zanimivo, da je v tem zadnjem času prišla tista, bi rekel, škofovsko pismo argentinskih škofov, ki so se ravno tukaj ustavili, in so, ko so dali norme duhovnikom, pa so rekli, gledajte, v nekaterih primerih pa bodo tudi okoliščine, ko bo duhovnik ali spremljevalec prišel v konkreten primer, ko bo oseba rekla, gledajte, jaz pa ne morem na sodišču dokazati ničnosti. Ne morem dokazati, zato ker sva že mogoče priletna, pa so vse priče umrle in tukaj pravijo argentinski škofje. Pravijo, in če obstajajo resnične okoliščine, ki zmanjšajo krivdo in zmanjšajo odgovornost, pomeni svobodo, pravi, tudi takšne osebe imajo pravico do sakramentov. To so nekateri sicer kritizirali, ampak potrebno je pravilno razumevati, da tega ne bomo dajali kot eno splošno pravilo, ampak v konkretnem primeru pa lahko tudi pomaga. Potem pa še zadnja moja slika, to pa je pot vključevanja. Glejte, pastorala razločevanja, torej pot vključevanja razvezanih in znova poročenih pod posebnim vidikom. Torej, zdaj smo hodili najprej pot razlikovanja, pa smo tudi hodili pot spremljanja, zdaj pa pot vključevanja. Oseba je prišla do te točke, da je bila pripravljena sprejeti v redu. Sprejeli smo nauk cerkve, odločili smo se, da bom živel zdržno. Glejte, to je to. Pravi, oseba se zave svojega stanja in sklene, živel bom zdržno. Naprimer, dokler ne bo sodišče rešilo mojega primera. Zdaj pa papež tukaj lepo dopolnjuje to svojo misel, pa pravi, glejte, tudi če to traja lahko nekaj let, da bo prišlo do neke pomoči. Dovolj je dobra volja. Papež uporablja enak kriterij, kot je v vseh primerih, ko gremo k sveti spovedi. Nekdo kot penitent sklene, trdno sklenem, da se bom poboljšal. Tudi če mi kasneje ne bo uspelo, ampak ne s figo v žepu,
ampak ko pridem do te gotovosti, do te jasne presoje, da si ta penitent ali pa ta zakonec resnično v vesti z dobro voljo prizadeva, da bo to naredil. In potem še papež reče recimo to eno misel, ko zaključi to ponudbo, pa pravi, v nekaterih primerih pa bo potrebno, da bo duhovnik kot spovednik tudi ohranil penitenta v dobri veri. Če bo videl, da če bi mu takoj vse predstavo, tega ne bo mogoče spolniti v kratkem roku, ga ohrani v dobri veri, da mu prepreči formalno grešiti. Velikokrat so penitenti lahko slabotni, mogoče tudi nepripravljeni, da bi takoj vse razumeli, ali pa tudi, če bi razumeli, bodo rekli, ja, to pa ne bom mogel narediti, ne bom mogel izpolniti, v takem primeru bi lahko tudi zapadal v formalni greh. Če zaključim, bi še samo rekel, gledajte, pot razločevanja, spremljanja in vključevanja pa nas na poseben način nagovarja, da bi vse ljudi vabili k sveti spovedi. Vse, čim širše. Mi smo se pač navadili, da vabimo k spovedi, pač tako, misleč ne tisti, ki v redu živijo, pa naj pridejo k spovedi, da bodo pač dobili lahko sakrament. Spoved je na nek način splošen zakon, ki veže vse vernike. Samo spovednik na notranjem področju pa lahko presoja, ali bo lahko takoj, ali pa v nekem določenem času osebi podelil sakrament sprave, pomeni odvezo in ji omogočil tudi prejem sakramenta Evharistije. Toliko za danes, pa hvala lepa.